Spoštovani vsi v dvorani, na odru in za odrom, zelo sem vesel, da vas lahko spet pozdravim v vlogi povezovalca na prazniku Zlatih hrušk. Tokrat mi je ta vloga še posebej v izziv, saj letošnji praznik posebno pozornost namenja prav povezovanju. Modra zdravnica v zgodbi Izgubljena duša pravi, da je nujno imeti kakšen kraj zase, kjer lahko v miru počakamo na svojo dušo, da se z njo povežemo, da se povežemo z dušami drugih ljudi in da se povežemo z dušo narave. Tak kraj bi bil lahko recimo pod kakim velikim drevesom. Si lahko predstavljate, kako sedite pod recimo veliko hruško, opazujete, kako v pomladnih jutrih počasi zeleni njena krošnja in potem, kako se hruška odene v bel oblak cvetov in orkester čebel in potem gledate, kako se male zelene bunkice debelijo v velike zlato-rumene hruške in potem, kako si z nekom to zrelo sladkost čakanja delite na pol. Povezanosti pa naj sije sonce ali pada dež, sta nas pravkar povabila glasbenika, ki že nekaj let povezujeta umetniški duši dveh celin v eno zgodbo. To sta gospa Jani Pearl iz Avstralije in gospod Martin Marti iz Primorske. Uvodna skladba z naslovom Prijatelj ni le izraz njune umetniške povezanosti, ampak tudi povezanosti generacij. Avtor pesmi je namreč oče nastopajočega Robert Klančič, ki je pesem pred 11 leti posvetil bolnemu prijatelju, članu glasbene skupine Avtomobili. Pa zaploskamo še enkrat našemu glasbeniku. Ki se nam bosta danes še kar nekajkrat pridružila tule na odru. Povezovanje je torej sestavni del našega druženja, kot že vrsto let doslej pa so praznik hrušk pripravili Mestna knjižnica Ljubljana ob podpori Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Mestne občine Ljubljana, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, Gospodarskega razstavišča in Upravnega odbora 40. Slovenskega knjižnega sejma. Posebna zahvala gre Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, ki dogodek sofinancira v okviru projekta Bralne kulture. Dajmo za en aplavz vse, kar sem jih naštel. Prireditev pa bo tako, kot je to že tradicionalno snemana in jo bo mogoče potem pogledati na spletni strani knjižnice, tako da, če ne želite razkriti svojega obraza, si ga prosim pikselirajte, preden pridete po nagrado. Upam, da imate vso potrebno opremo s sabo. Zdaj pa je tisti najbolj žlahtni čas vsake prireditve, čas pozdravnih nagovorov. Zakaj se smete? Jaz sem iskreno to mislil, no. Se kakšen cinizem, da vas ni sram. To je otroška literatura, tle moramo biti iskreni, ne pa govoriti bolj. Ja. Ne, fino bo, fino bo. In za začetek zaploskajmo direktorice Mestne knjižnice Ljubljana, doktorici Teji Zorko. Hvala lepa za besedo. Dragi Boštjan, jaz bi si tudi želela, da bi bilo tako fino in tako zabavno to, kar bom tokrat povedala, ampak pojdimo lepo po vrsti, čas bo in za resne stvari in za humorne stvari. Tako da najprej vas nekoliko bolj uradno, prosim, pozdravim. Torej, cenjeni gostje, dobrodošli torej med nami na prazniku Zlatih hrušk, ki je meni v celem letu najbolj prijetna in meni ljuba obveznost, ki jo moramo praviti takole za mikrofonom. Pozdravljena in dobrodošli med nami vodja oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljane, magistrica Mateja Demšič, pozdravljena direktorica Javne agencije za knjigo Katja Strkar, predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, seveda Damjana Vovk,
predsednica strokovne komisije za priznanje Zlata hruška, magistrica Jerneja Stoviček in vse članice komisije, seveda, cenjeni kolegi iz drugih javnih zavodov Mestne občine Ljubljana, spoštovani avtorji in založniki, prejemniki znaka za kakovost Zlata hruška in priznanj Zlata hruška, tudi udeleženci simpozija Društva Bralna značka Slovenije, dobrodošli med nami in posebej dobrodošli med nami tudi študentje z Filozofske fakultete, z oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, profesorico, doktorico Sabino Fras Popovič. Vsi prisrčno pozdravljeni. Med nami pa še prav posebej s ponosom pozdravljam tudi posebno gostjo iz tujine, finsko pisateljico Anjo Portin, ki je na povabilo založbe Kud Sodobnost International in njene urednice Jane Bauer prišla k nam na že 40. slovenski knjižni sejem. Iskrena zahvala urednici, ki je danes z nami, da je danes z nami ta ustvarjalka, eminentna gostja. Leta 2020 je bila tudi ovenčana s prestižno finsko nacionalno nagrado Finlandija za najboljšo otroško in mladinsko literaturo, literarno delo, in sicer za knjigo Radio Popo. In tudi strani nas, knjižničarjev, hvala, da ste to delo v letošnjem poletju izdali tudi v slovenskem jeziku in zagotovo bo Radio Popo spoznalo še veliko mladih in tudi malo manj mladih slovenskih bralcev. Več o avtorici in omenjeni knjigi, pa tudi o drugih knjigah, bomo izvedeli v pogovoru našega voditelja Boštjana Gorenca, Pižama, s pisateljico, ki jo literarni kritiki primerjajo tudi z legendarno Astrid Lindgren in tudi s pisateljem Roaldom Dahlom. Hvala vsem založnikom, avtorjem, ki nam dajete tako odlične knjige, da jih potem lahko opredelimo kot zlate hruške. Te imajo veliko možnosti, da bodo postale z lepoto besed, z lepoto ilustracij in tudi s sporočilom, ki ga nosijo med platnicami, brezčasne. Nagovarjale bodo sedanje mlade bralce, pa tudi odrasle in še prihajajoče generacije. Hvala strokovni komisiji pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, ki je opravila veliko delo in nam pomagala pri izboru priznanj Zlata hruška, letos že 4. leto. Izbor pa seveda temelji na delu naših pionircev, ki vsako leto skupaj z zunanjimi strokovnjaki pripravijo priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. Vsako leto skupaj preberejo in preložijo za vagon knjig in izdelajo ta knjižni pripomoček, ki letos nosi naslov Habitati odrešljive. Vsaka dobra knjiga je naravni habitat za dušo, ki nas lahko med branjem hitreje spet dohiti in je odrešujoča, če ji le dovolimo, če ji le damo čas. Veliko časa so jim že posvetili naši neutrudni bibliotekarji Darja, Katja, Jerneja, Kristina, Laura, Tone, Vojko, Ida in izvedli prerez mladinske knjižne produkcije leta 2023. Hvala za prizadevno in zanesljivo opravljeno delo. Letošnja bera je bila kvalitetna. Vsebuje optimalno razmerje vitaminov, sladkorja in hranil. Izberite si iz nje svojo hruško za branje v letošnji pozni jeseni in zimi, pa vse do nove knjižne sezone. Uživajte pa tudi v bogastvu knjižnega sejma, v vrtiljaku najrazličnejših dogodkov in osebnih srečevanj v živo. Ne pozabite, knjige moraš imeti rad. Kot se glasi rdeča nit letošnjega 40. slovenskega knjižnega sejma, ki je poklon velikemu slovenskemu pesniku Ivanu Minatiju, kultnemu uredniku, katerega mladinski zbirki Knjižnica Sinjega galeba in Odisej letita in potujeta v sedanjost in prihodnost. In vsi v tej dvorani imamo knjige radi, zasebno in poklicno. Ob koncu vas še vse
ki ste tukaj, vabim na nadaljevanje praznika Zlatih hrušk v januarju novega leta, ko obeležujemo mesec Zlatih hrušk po celi Sloveniji, po knjižnicah in po knjigarnah. Zapomnite si prosim datum, 15. januar ob 10. uri, takrat ste vabljeni na pogovor z dobitniki priznanj Zlata hruška 2024 na januarsko strokovno sredo v Mestno knjižnico Ljubljana. Vzeli si bomo čas za pogovor o nagrajenih knjigah z avtorji, z založniki in z uredniki. Pestro bo, veselo in informativno. Do takrat pa vsem želim veliko prijetnega in dobrega branja. Hvala. Najlepša hvala, dr. Tej Zorko, za ta pozdravni in uvodni nagovor. Sedaj pa vabim direktorico Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, gospo Katjo Stargar, da tudi ona pove nekaj besed. Pozdravljeni. Lepo je biti drugi govorec, ker tvoj prvi predhodni govorec opravi že vso formalno pozdravljanje in jaz lahko temu dodam samo se pridružujem. Hvala, da ste danes tukaj vsi. Zlate hruške so vedno nekaj najlepšega, tako kot je omenila pred mano že Taja. In ne smem pozabiti pisanega, ker jaz pa nimam napisanega govora. Čestitke vsem nagrajencem. Nagrajenim knjigam, avtorjem, urednikom, ilustratorjem, prevajalcem, vsem, ki ste bili vključeni v proces izdelave teh knjig, ker vsi vemo, da je tukaj ljudi mnogo, da dobra knjiga nastane. In to je to, tele Zlate hruške vedno zorijo zelo dolgo, preden jih dobimo. Že preden uredniški odbor knjige pride, kakšen je proces na založbi, da dobimo ven neke dobre knjige in potem na uredniškem odboru, ko se bere in bere in bere, prečesava, filtrira, debatira. Sama sem mislim, da 15 let članica tega odbora in priznam, da to še vedno zelo pogrešam, ker je pogovor ob knjigah vedno zelo, zelo bogat, konstruktiven, glasen tudi, nikoli ni nujno, da se strinjamo vsi z vsem, ampak to spodbuja radovednost, spodbuja pregled knjig in uvid v knjige na drugačen način in mislim, da to vsem lahko da samo neko dodatno vrednost. In tudi, ko pogledamo zdaj seznam knjig, ki so prejele danes nagrado, ki prejmejo danes nagrado, pa knjig, ki so prejele znak, je to res lepa zaloga izjemnih knjig, ampak hkrati ne smemo pozabiti tudi na tiste knjige, ki so označene zelo dobro in dobro. Tudi med njimi boste našli res izjemne knjige, ki jih lahko priporočite v branje svojim bralcem. In mislim, da je ena izmed bistvenih dobrih stvari tega seznama to, da je to nek pripomoček, ki vam pomaga najti zanimive knjige za zelo, zelo raznolike bralce. To, da bralca spoznaš, da mu znaš ponuditi knjigo, ki bi bila zanj lahko zanimiva, sploh pri tistih, ki morda ne želijo brati, se mi zdi ena izjemna stvar, ki jo pač moramo vsi skupaj znati, zato da pridobivamo tudi tiste, ki si morda še ne želijo brati, ali pa tiste, ki so že toliko neskončno veliko prebrali, da se jim zdi, da so že vse prebrali, pa so stari 9 let, pa jim je treba dati še vedno kaj novega, kakšne nove izzive. Branje je ena res fajn stvar, ampak kot je rekel v sosednji dvorani prej Miha Kovač, branje je občasno tudi zahteva veliko truda, ker je treba vložiti nekaj več, da tudi nekaj več dobiš. Tako da pred nami so knjige, ki so takšne, ki vas bodo spodbudile k razmišljanju in odpiranju nekih novih stvari, tako kot je zelo veliko različnih hrušk na različnih drevesih, so tudi te knjige raznolike, tako da uživajmo v tej beri, pa tudi v beri vseh preteklih let, ker ne smemo pozabiti, tudi ko pridejo nove knjige, tudi od prej
le pač ne zgnijejo. No? Mi smo jih dobro vložili in so z nami že za marsikatero leto, tako da uživajte in hvala lepa. Najlepša hvala za pridruževalne besede in za vse, kar je seveda še sledilo. Tukaj bi res mogoče opozoril na to, ker se zda zelo hitro potegniti neko to enačaj med šolskimi ocenami pa med ocenami, ki so zapisane potem tudi noter v katalogu Zlatih hrušk, namreč v šoli 4 pomeni prav dobro, tukaj so pa na številki 4 zelo dobre knjige, tako da tukaj gremo majčkrat višje. Zdaj pa na oder vabim še predsednico Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, gospo Damjano Vovk. Cenjeni gostje, spoštovani ustvarjalci knjig, dragi kolegice in kolegi. Hvala, ker ste si danes vzeli čas in se v tolikšnem številu zbrali na prazniku Zlatih hrušk. Vse slovensko knjižničarsko priznanje za kakovostno mladinsko knjige, priznanje Zlata hruška od leta 2021 podeljujeta Mestna knjižnica Ljubljana in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Prejmejo ga lahko le tiste knjige, ki jim je strokovni odbor priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig podelil znak za kakovost Zlata hruška. Priznanje podeljujemo v 4 kategorijah. Izvirna slovenska mladinska leposlovna knjiga, izvirna slovenska mladinska poučna knjiga, prevedena mladinska leposlovna knjiga in prevedena mladinska poučna knjiga. Vendar pa ustvarjanje knjig za mlade bralce ni tako nedolžna zadeva. Vsaka dobra knjiga, ki je temelj, vsaka dobra otroška ali mladinska knjiga je temelj družbe prihodnosti. Se oblikuje kritično misleče, empatične in ustvarjalne posameznike. Preko kakovostnih knjig mladi bralci ne razvijajo le bralno pismenost, temveč tudi spoznavajo različne perspektive, raziskujejo kompleksne družbene vprašanja in gradijo razumevanje sveta okoli sebe. V času, ko so mladi vse bolj izpostavljeni poplavi digitalnih vsebin, hitrih informacij, kakovostna knjiga predstavlja dragocen prostor za poglobljeno razmišljanje, čustveno rast, za razvoj domišljije. Dobre knjige mladim bralcem pomagajo razumeti tako sebe kot druge, jih učijo strpnosti in spoštovanja različnosti in omogočajo, da postanejo aktivni soustvarjalci svoje prihodnosti. Zato je posebej pomembno, da mladim ponudimo literaturo, ki jih nagovarja iskreno in predstavlja kompleksne teme na razumljiv način in jim pomaga pri soočanju z izzivi sodobnega sveta. Le tako lahko vzgajamo generacije, ki bodo znale kritično presojati informacije, se samostojno odločiti in graditi bolj pravično in solidarno družbo. Zato hvala vsem, ki ste danes tukaj zbrani, ker si aktivno prizadevate za boljšo družbo prihodnosti. Ali z ustvarjanjem gradiva za mlade bralce, ali s tem, ker ga polagate mladim bralcem v roke. Prosim, da vam na tem poti ne zmanjka poguma. Pogum pa so morale imeti tudi članice strokovne komisije, katerim je Zveza bibliotekarskih društev Slovenije zaupala odgovornost izbrati najboljše med 96 prejemnicami znaka za kakovost Zlata hruška. Najboljše med odličnimi so izbrale Alja Bratuša iz osnovne šole Polzela, doktorica Andreja Eglin iz Mariborske knjižnice, doktorica Nina Jamr iz Občinske knjižnice Jesenice, Ana Kosirnik iz Mestne knjižnice Ljubljana, Martina Kozorok-Kenda iz osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, magistrica Marija Nabernik iz Akademije za likovno umetnost, ekipo pa je vodila predsednica komisije magistrica Jerneja Stoviček iz osnovne šole Zalog. Hvala vam za vaše prizadevno delo, ostale pa prosim za aplavz. Hvala tudi Mestni knjižnici Ljubljana za izvrstno in zgledno sodelovanje, predvsem pa hvala vsem, ki ste pripravili tokratni praznik Zlatih hrušk. In čisto za konec, naj Zlate hruške še naprej svetijo kot zvezde, naj še dolgo kažejo pot do kakovostnega branja in bogatijo življenje mladih bralcev. Ostanite ponosni soustvarjalci prihodnosti.
hvala tudi vam, gospa Damjana Vovk, za vse pozdravne in sodelovalne besede. Ali je tukaj kdo, ki ne pozna oddaje Radio Gaga? Med nami je že več kot 30 let, samo nekaj mesecev manj kot risana serija Simpsonovi, in med verodostojnimi viri obstaja podatek, da se je za format te oddaje resno zanimal tudi britanski BBC. Sprašujete zakaj? Zato, ker je ena od dobrih lastnosti takih in številnih drugih radijskih postaj ta, da povezuje ljudi, tudi tiste, do katerih je zelo daleč in zelo samotno. Verjetno pa vas večina ne ve, da je od letos naprej v slovenščini začel dajati tudi finski Radio Popov. Gre za lično knjižico, ki jo bom zdaj tukaj pokazal, ki smo jo videli že omenjeno pisateljice Anje Portin z ilustracijami Mile Vestin v prevodu Julije Potrč-Šavli. In danes imamo možnost in srečo spregovoriti z avtorico tega radia, Anjo Portin, ki je na povabilo urednice založbe Kud sodobnost International, gospe Jane Bauer, priletela naravnost z Finske in je ta trenutek med nami, in da opravimo še vse sponzorske obveznosti. Tako da bi kar povabil gospo Anjo Portin semkajle na oder. Lahko povemo, da se bova pogovarjala, tudi bi se pogovarjali v angleščini, oziroma bilo slovensko, finsko pa bi Julija, potem pa smo rekli, da 10 minut približno časa imamo, bova v angleščini. Jaz bom vmes kratke povzetke delal tudi v slovenščini, da ne bomo kot kakšne kinodvorane. In kar prosim, dajmo en velik aplavz za gospo Anjo Portin. Hello and nice to have you here. Can I just ask you for the beginning, what are your first impressions of Slovenia? Did you get any chance to see Slovenia, or were you just shipped from airport to hotel and out here? First of all, thank you for inviting me here. It's really nice to be here in such a beautiful event. And again, yesterday evening I was quite tired. I went to my apartment, and in the evening I took a bus and had a short walk in the city center. It's really beautiful. I want to go back when I have time. Okay, nekaj se pravi, vprašal sem, kakšni so njeni prvi vtisi o Sloveniji. Dejala, da je priletela včeraj že, ampak je bila utrujena, tako da si je privoščila samo kratek sprehod po centru in da komaj čaka, da se znova lahko sprehodi po njem. So, Radio Popov, your book has just came out a few months ago, so I think many of people here haven't read it yet. If you were to describe the book in a few sentences, or if we call it like the pitch, what would be the pitch for the book? What is, I think, the most special thing about this book? Well, it's a book about loneliness and friendship, but also about some curious and some special things like old machines and apples, and some quite eccentric people who help lonely children. Okay, se pravi, ko se vpraša, kako bi na kratko opisala knjigo, ki je večina od nas še ni prebrala, je dejala, da govori o samoti, govori o prijateljstvu, govori tudi o nenavadnih strojih, ekscentričnih ljudeh in jabolkih. So, the book centers on forgotten kids. Forgotten kids, the main character, Alfred, finds himself alone in his apartment. Father is running around, he's not home. So this is, and starts kind of like, when I read it, it's really fantastic. Okay, so this is a fantastic setting, so how come his dad isn't here? And it kind of sounds like really old fairy tale, but later on it all becomes really grounded in reality. So all the, but this is not the only loneliness in the book. So we have kids that are lonely because of their parents' neglect, but there are also
kids with happy, with good relations with parents who are lonely because of their parents' condition. So how did you, let's say, maybe decide on all those different kinds of loneliness to include? And so was it really important to include also that the other kind of loneliness? Yes, when I started to develop this novel, and I read quite a lot about loneliness of children and all kind of situations where children live. There were in Finland. There were at that time a lot of discussion about this topic, so it was all the time there somehow. And I wanted to show that it's not always question about the worst things what family can face, but there are many kind of loneliness in the families and in children's life. So I wanted to show it the multiple reasons for this, how children are neglected or forgotten. Zdaj, se pravi, glavna tema je ta osamljenost. Ne, glavni junak Alfred, ki živi sam v stanovanju, ker očeta večinoma ni doma, ampak spoznamo tudi druge tipe osamljenosti, ki pa niso nujno, se pravi, da bi bili otroci, ki so osamljeni zaradi zapostavljanja staršev ali slabih staršev, ampak tudi zato, ki imajo dobre odnose s starši, vendar so starši zaradi drugih okoliščin ne morejo biti z njimi, in je dejala, da je bilo to pomembno, ko je pisateljica, ko je ustvarjala, se pravi, da je raziskovala to osamljenost, kakšni različni tipi osamljenosti so, da je pokazala tudi to, se pravi, da so nujno otroci, ki so osamljeni, da ne živijo nujno v res slabih okoliščinah, se pravi, da jih starši zapostavljajo, ampak da obstajajo tudi drugi načini osamljenosti. And then in the life of Alfred comes Amanda, is it? Yeah. Amanda, the person with big ears. So, yeah, the big ears, which is a personification, so to say, the attribute of empathy. When you were looking for the person to hear those lonely kids, were the big ears the first thing that came to your mind, or how did this, should we say, this group of people who hear their anguish develop? How did Amanda's person and and maybe so what was it, the big ears from the beginning, or? No, it was not at the beginning, but the story begins when Alfred is lying in the, like you told, he's lying in the hallway on the floor in the night. He's alone, and then I thought that, well, now something happens which changes his life, and then I thought, what happens in the night? Well, there's the post woman, the one who delivers newspapers, and she's the one. And because she's behind the door, they can't meet each other. I thought, well, maybe she hears when the children sigh. Yeah. And well, she needs to have big ears and very sensitive ears to capture the sign. Ja, ko se vpraša, se pravi, z Amanda, ta glavna odrasla protagonistka knjige, ima velika ušesa, s katerimi sliši otroške vzdihe, dejansko gre za pač nek prikaz empatije. Kako se je to razvilo, je pisateljica dejala, da je pač na začetku imela prizor, kjer Alfred leži na hodniku in zavzdihne, in da imamo raznašalko časopisov, ki ga sliši, in je rekla, okay, se pravi, če ga ne vidi, skozi vrata ga mora slišati, in tako se je utrnilo, da bi lahko imela ta velika ušesa, ona in še nekaj drugih likov v tej zgodbi. And after a while, Alfred comes to live with Amanda, and then this happens, the radio pop-up. Alfred finds, but they both find an old radio, like a prototype, even before the radios became widely known, and this is also based on a real scientist, on a pop-up. So
were you familiar with his work before and you included him, or this came when you said, okay, we'll have radio, how do we put it in the story? Yeah, well, it happened so that when I was kind of developing this story, and I had it developed out of two ideas. The first one was this picture of a boy lying on the floor alone in the night, which I told. But the other one was that I was at the same time reading about radio history for other reasons, totally other reasons. And then I became familiar with the name Alexander Stepanovich Popov, who is a physician and one of the early inventors of radio. And then I suddenly just heard in my head Radio Popov. That's the perfect fit for the name for the radio program, and that was it. I just and then these two ideas started to intertwine the boy into lonely boy in the night, and then this Radio Popov. Pomembno vlogo igra radijska postaja, ki jo deček odkrije, nek prototip protoradija, poimenovan po dejanskem ruskem znanstveniku Popovu, in pisateljica je dejala, da je to povsem neodvisno od nastajanja te zgodbe, je raziskovala, brala o zgodovini radija in se je ta Popov začel pojavljati in je ugotovila, kako bi lahko sodil tudi v to zgodbo. So, the basis of this radio is giving voice to the forgotten kids, to kids who are not heard. But look at that. So this book was this is in 2020, if I'm not mistaken. Maybe. Yeah, 4 years ago. So this was already the age of podcasts. So how come that he's using this old technology instead of the new one? No, but I think it's great. I think it's great. But were there I think moments when you thought, okay, maybe I should do this more modern, or were you a man? No, we keep it old school. Well, actually, I didn't think other machines, other ways of doing this, because, well, I had this name, Radio Popov, so I had to somehow connect this person, also this scientist here, and the real person happened to, he had a close connection to Finland. He visited there, he helped to build a radio connection to help some people who were stuck in the ice. Anyway, this is another story, but then I wanted to have this person there, and well, he lived 100 years ago, and what was left about him, it had to be something old. So then I chose this, and also because Amanda lives in her old house, which is full of old things, so I think podcast would be too modern. Yeah. Vprašal sem jo, kako to, da radio, kako to, da se ni odločila za te radio, ki daje glas neslišanim, pozabljenim otrokom, da se mogoče, kljub temu se knjiga je zgolj 4 leta stara, da se ni odločila za podcaste. Je dejala pač, da je bilo iz tega, ker je se odločila za Radio Popov in ker je to dejanski znanstvenik, ki je imel tudi povezavo s Finsko, kamor je prišel, da je pomagal vzpostaviti neke zelo zgodne radijske povezave za reševanje ribičev, ki so ostali ujeti v led oziroma ladje, mislim, da je bila vojaška, je dejala pač, da je želela si ohraniti njega, poleg tega pa tudi Amanda živi v zelo stari hiši in da ji pa bolj sodi tja ta neka stara tehnologija. I think I have quite a lot of questions there because I really enjoyed the book, but unfortunately, we are running out of time. So, is there maybe just some closing thoughts that you want to share with us, maybe about the book or about the importance of children's and young adults literature? Well, for me as a writer in this book, I think it's a combination of some kind of melancholy and sadness, and then also, on the other hand, some joy and warmth. And I think these are things that are always connected, sadness and joy into life. And
I think what I as a writer want to do is I want to write about maybe difficult questions, but I want to do with some kind of empathy and warmth and give hope, not just to show the dark side of the life, but also bring some hope and joy there. Zdaj, ko se vprašal glede njenega pisanja oziroma literaturna splošna dejala, da pač obstajata na eni strani tako v življenju melanholija, žalost, kot tudi veselje in da sta običajno združena in da želi pisati o težjih, temnejših straneh življenja, vendar jih tudi pokazati svetlejše stvari oziroma ohraniti upanje, se pravi, da ne utonemo v nek brezup, ampak da pisanje pokaže, ja, so težke stvari, ampak obstaja upanje in lahko ga te stvari potem tudi presežemo. So thank you very much for taking time to be with us here in our celebration of Golden Pears, and this is new, but I think we'll get the sticker with the golden pear next year because it's really got. I'm taking a bet on it right here, right now. I'm saying. So thank you very much for taking time and enjoy your stay here and to many more books. Najlepša hvala torej gospe Ani Portin, ki je z nami delila svoje misli o pisanju, nekaj besed o svoji knjigi. V neizmernih pokrajinah našega osončja je, to moram povedati, te stvari so mi napisali, jaz nisem to globok. V neizmernih pokrajinah našega osončja je naš planet mnogo večji od kupčka denarja, v katerega bi ga nekateri radi stlačili. In je po drugi strani tako majhen, da ni mogoče vreči neumnosti tako daleč, da nam ne bi priletela nazaj v lastno glavo. Predvsem je en sam, velik ali majhen, naš edini dom. Kako je z velikostjo tega doma, nam bo povedala naslednja skladba. Naš primorski fant Martin ima koncert v Gvatemali, tam spozna Jani iz Avstralije in glasba ju tako močno poveže, da z avtoštopom naniza na koncerte od Gvatemale pa vse do Kanade. Jani Pearl in Martin Martis. Original pa 4 flauta skupaj, ampak danes bomo kitar stvarili.
Tudi knjige iz leta 2024, prejemnice znaka za kakovost Zlata hruška, ki jih bomo zdaj predstavili, prihajajo iz različnih kotičkov sveta. Pravzaprav so zgodbe tiste, ki odhajajo različne kotičke sveta, ker so žive kot znanje in dobre kot kruh. So kot zidane pesmi našega arhitekta Plečnika, ki je iz 3 jezikovnih mok mesil en kruh 3 prestolnicam Evrope. Te knjige bomo predstavili po abecednem redu njihovih založb. Na oder vabim doktorico Tejo Zorko, direktorico Mestne knjižnice Ljubljane in magistrico Davjo Dobrenčič-Vrabec, vodjo Pionirske centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki knjigam ta znak podeljuje. Tako da kar lepo povabili, tudi en aplavz seveda za njo. Zdaj pa bi na oder povabil predstavnike naslednjih založb in ko dobite svojo hruško in vrečko dobrot, prosimo, počakajte na odru potem za skupinsko fotografijo, ne? Sej tako. Ja. Zelo, tako ne pobegan. Na oder torej prihajajo najprej predstavniki založbe Beletrina. Buča. Cankarjeva založba. Didakta. Družina. Kaj sprehvata se, Aljoša, kar do konca do, da se ne bomo gnetli preveč. Epistola. Forum. Goga. Grafenauer. Grafit. Grlica. Ko enega ni tudi drugega, kako nenavadno. Človek, a ne? Kup Sodobnost International. Malinc. Miš. Mladinska knjiga. Morfen Plus. Narava. Kakšno nenaravno druženje danes. Knjižnica Franceta Balantiča.
Pivec. Sanje. Vida. Zala. Jaz smo videli tudi tole Kros, ne, sodelovanje, ne, to je Zala, ampak knjiga je pa Vida, ne. Založništvo Tržaškega tiska. Zavod Stripolis. In pa Zavod Vigevage knjige. Spoštovano občinstvo, zdaj pa skupaj podprimo naše založbe z velikim aplavzom, najbolj spodbudo za še boljše delo. Čistam z knjigo. Je lepo in jaz tudi delam besedilo z pesmi in za mene je eno stvari za besedilo tudi. In bomo izbrali eno naslovno pesem naše plošče in ime konkretno je On the Hill, pa na hribi.
Če bi statistično obdelali pojavnost besed v vseh jezikih tega sveta, bi med besedami, ki izražajo stanje ali odnos, bila ljubezen zagotovo povsod na prvem mestu. Pričakovano se ima ljubezen podobne lastnosti kot zlato. Mislim, najdemo jo v periodnem sistemu. Pesem, ki smo jo pravkar slišali, tudi govori o ljubezni, a predvsem o ljubezni do narave. S tako zlata vredno ljubeznijo do narave stvari so bile narejene tudi tokratne prejemnice priznanja Zlata hruška. Z ljubeznijo do našega planeta, z ljubeznijo do človeka, z ljubeznijo do dela in z ljubeznijo do opazovanja. Ker pač številke niso nekaj, kar bi ljudje imeli radi, pa smo morali večkrat, ste videli pod parkiri knjigi, ne? Najprej na oder vabim podeljevalce priznanj. To so doktorica Taja Zorko, direktorica Mestne knjižnice Ljubljana, magistrica Darja Lavrenčič-Vrabec, vodja pionirske, in gospa Damjana Vovk, predsednica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. To so zdaj trenutno podeljevalke iz ozadja, kajti nekaj časa bodo samo stale v ozadju, ampak tako so si napisali tale scenosled, kajti na odru se nam bo pridružila tudi predsednica letošnje komisije za priznanja Zlata hruška pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, magistrica Jerneja Stoviček, ki bo predstavila kratko poročilo o delu strokovne komisije, kasneje pa bo tudi prebrala utemeljitve nagrajenih knjig. Pozdravimo jo z lepim aplavzom. Vsem najprej lep pozdrav. Jaz moram reči, da sem mislila vam samo nekaj stvari povedati, ampak sem se potem zjutraj odločila, da bom raje napisala, zaradi tega, ker lahko v sklenjeni obliki več povem, kot pa, če govorim prosto. Tako da vam bom prebrala to, kar sem napisala. Vsem lep pozdrav v imenu komisije in hvala za besedo. Kot predsednica komisije za priznanje Zlata hruška bi se rada najprej zahvalila vsem njenim članicam za izjemno korektno delo, zaradi česar je bilo tudi moje delo kot predsednice enostavno, lahko in brez zapletov. Zahvalila bi se tudi gospe Damjani Vovk, predsednici Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, za vso podporo in pomoč pri formalni izpeljavi našega dela, prav tako pa tudi kolegici gospe Darji Lavrenčič-Vrabec in vsem njenim sodelavkam iz Pionirske v Mestni knjižnici Ljubljana. Komisija je bila pri svojem delu neodvisna in se je pri obravnavi del v okviru izbora trudila biti čim bolj objektivna in poštena. Pri končnem izboru je sledila kriteriju vsebinske in oblikovne odličnosti, kar ni bilo lahko, saj je bilo v najožjem izboru kar nekaj del, ki so bila vsebinsko izjemna, a na našo žalost v oblikovni plati šibka. Skušnjava, da bi vsebini dali prednost pred oblikovno platjo, je bila zato precej velika. Prav zato se je komisija v končnem izboru odločila, da ob ustrezni priložnosti, kot je to današnja, posebej opozori na pomembnost oblikovnega vidika književnih del, ki je pri nas očitno velikokrat zapostavljena. Vse v delu letošnje komisije za priznanje Zlata hruška si lahko sicer preberete v našem uvodniku v okviru letošnjega priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig. V njem so objavljene tudi utemeljitve za izbor posameznih del za priznanje Zlata hruška, ki jih boste v nadaljevanju slišali v nekoliko skrajšani obliki. Hvala. Prvo dejanje od 4. Naj se nam na odru pridružita predstavnica založbe Miš, doktorica Gaja Kos, in avtor gospod Peter Škerl. Najprej obrazložitev, da vidimo, ali je v redu ali ne. Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljujeta priznanje Zlata hruška 2024
izvirni slovenski mladinski leposlovni knjigi Krušno mesto, ki jo je napisal Peter Svetina, ilustriral Peter Škerl, prevedel pa Gregor Timothy Čeh. Petra in Gregorja danes žal ni z nami, ker sta oba odsotna. Za Petra lahko prišepnemo, da se potepa po kitajskem, samo toliko, da vidimo, kaj mu je pomembno. Knjigo je izdala založba Miš. Prosim predsednico strokovne komisije, magistrico Jernejo Stoviček, da nam prebere utemeljitev. Hvala. Slikanica je šla v znamenju 150. obletnice rojstva našega arhitekta Jožeta Plečnika. Razdeljena je v 3 dele, ki pa v ozadju skrivajo še eno zgodbo, ki ni le Plečnikova, ampak tudi avtorjeva lastna. Posebno simboliko nosi naslov knjige Krušno mesto. Za bralca, ki v Plečniku ne ve ničesar, je Krušno mesto mesto, ki ga junak zgodbe odkrije, ko zleze v svoj hlebček kruha. Za bralca, ki ve o Plečniku nekaj več, je Krušno mesto prispodoba mesta Prage, ki je našemu arhitektu v določenem obdobju dajalo kruh in mu omogočilo, da je v svojem delu dosegel svoj ustvarjalni vrh. Za bralca, ki pojem Krušnega mesta razume širše, pa je to žalostna prispodoba tega, da Plečniku rojstna Ljubljana ni mogla ali kasneje tudi ni hotela ponuditi tega, kar mu je s svojim svetovljanstvom lahko ponudila Krušna Praga. O slikanici je mogoče povedati mnogo zanimivega, predvsem njena simbolna raven se zdi neizčrpna. K temu svoje pridajo še izjemne ilustracije Petra Škerla, ki se od besedila občasno osamosvojijo in o življenju umetnosti in umetnikov pripovedujejo svojo nostalgično zgodbo. Delo predstavlja brezčasen poklon ne le našemu velikemu arhitektu, ampak tudi tako imenovanemu Krušnemu mestu, svetovljanski Pragi, ki je marsikateremu slovenskemu umetniku in intelektualcu v preteklosti nudila kruh in prepotrebno duhovno zavetje, s tem pa pomembno tlakovala pot razvoja slovenske znanosti in umetnosti. Vemo, da jaz primam večkrat tole, ker vem, da moraš telefon izvleči, tako je, ne, se ne da brez, ne, tudi tako na prireditvi. Namreč, Peter, kljub temu, da ga ni z nami, je poslal nekaj besed Gaji, ki jih bo sedaj prebrala za vse nas. Takole grejo. Knjige so oglate, obstanejo, kjer so, stanovitne. Hruške so okrogle, odkotalije se enkrat k enemu, drugič k drugemu, pa tepuhinje. Iza polkrožnega hruškastega zemeljskega vogala, iz poznega kitajskega popoldneva vas vse lepo pozdravljam in nazdravljam vsem nekdanjim, zdajšnjim in bodočim hruškam s skodelico čaja skozi okno, ki se odpira kot knjiga. Vprašam, da vsemu Gaja, se pravi, ob 150-letnici, Plečnikov je ta knjiga čisto mogoče zrno nastanka, ker vse vemo, da take knjige običajno nastanejo tako, da nekdo, ki je odgovoren za praznovanje, se okoli zazve po založbah, pa avtor pa reče, to je bilo pa fino nekaj narediti, oziroma da se pri založbi, ali pa mogoče celo kakšen avtor sam spomni, zdaj pa bo kmalu to, pa mi je zanimiva tema, kakšen je bil pravzaprav geneza Krušnega mesta, kdo je storil, kdo je ta prvi testo zamesel za to knjigo, kdo je ta prvi kvas na drogo v moko? Mislim, da ti, Peter, če se jaz prav spomnim, in ideja je v bistvu se porodila kar nekaj let pred obletnico, ampak je potem seveda nastajanje nekaj časa trajalo, ampak skratka krivec v najboljšem pomenu besede za to knjigo stoji tule
je ob meni. Ni zelo žal. Midva s Petrom imamo dolgo zgodbo sodelovanja in najna prva slikanca je v klubu gospoda Konstantina. In na tisti ilustraciji je Peter opazil Plečnika, ko se sprehaja po mestu. In ko smo z Gajo načrtovali, koga bi, katero osebo bi predstavili, se nam je zdelo zelo blizu Plečnikova obletnica. In seveda, kaj pa drugega, kdo bi to napisal? Peter Svetina. Peter Svetina se je kar nekaj časa trudil, kako in kaj, in moram reči, da smo do zadnjega trepetali, da bo ta tekst nastal, ali ne? Ampak to, kar je nastalo, lahko rečem, da je magično in zelo velik poklon Jožefu Plečniku, njegovemu delu, na čisto popolnoma drugačen način, kot smo ga vajeni. Pa mogoče pa še vprašanje zdaj smo zvedeli, da si bil ti ta protopek, tukaj letos, ki je naredil Kvasec, ampak recimo, kaj so bili kakšni mogoče pa izzivi pri ilustraciji tega? Vsi vemo pač, kako je pa navadi zdaj Damjan, zelo rad kakšne aviončke riše, pa to, pa avtomobile. Koliko pa tukaj recimo bilo tudi tvoje, je bilo ljubezen do arhitekture tudi prisotno, oziroma koliko si pa še dodatnih nekih stvari moral potem pogledati in koliko si se držal nekih teh predvidevanj, da si jih kar moral, obstoječih objektov in krajev držati? Ja, v bistvu ne govori toliko o arhitekturi, oziroma samo zasledimo delčke, in to je recimo Plečnikova hiša, tam, ki je domoval zadnja leta. Ampak se mi zdi, da pri meni je Plečnik vzbudil pozornost, ko sem bil v 8. razredu in je bila ravno tukaj v Gospodarskem stavišču ena velika razstava Plečnikovih del in takrat mi je to tako močno zasidralo, da pravzaprav je bil Plečnik poleg potem obiska, kjer sem kar precej potem hodil gledati njegova dela, predvsem ta Sveti Mihael na Ljubljanskem barju, pravzaprav tisto, kar me je vse skozi vleklo, da je Plečnik tisto, mislim, moram reči, da meni kot ilustratorja Plečnik fascinira v te odličnosti arhitekture. Sam pa je tudi zelo veliko uporabljen, mislim, kar se tiče arhitekture, vedno fasciniran in jo zelo močno opletam v svoje ilustracije. Najlepša hvala. Naj hruške teknejo in naj se omedijo še v naslednjih letih tudi kakšne. Lepa. Zdaj pa naj se nam na odru pridružita predstavnik Cankarjeve založbe, dr. Aljoša Harlamov in avtor gospod Slavko Jerič. Mestna knjižnica Ljubljana Pionirska in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljujeta priznanje Zlata hruška 2024 izvirni slovenski mladinski poučni knjigi Statistika za začetnike, ki jo je napisal Slavko Jerič, ilustriral pa Ivan Mitrevski, ki je danes odsoten in nas lepo pozdravlja. Knjigo je izdala Cankarjeva založba, jaz pa prosim predsednico strokovne komisije, magistrico Jernejo Stoviček, da nam prebere utemeljitev. Hvala lepa. Knjiga Slavka Jeriča se ukvarja s številkami, za katere avtor pravi, da so lepe in jih ima zelo rad. Ponudi nam očala, ki nam svet obarvajo na nov način in naš pogled nanj obogatijo še z eno pomembno perspektivo. Kljub temu, da naslov knjige asociira na nekaj dolgočasnega, nam že po prvih straneh postane tako zanimiva, da jo le stežka odložimo iz rok. Vse v njej je namreč ilustrirano z zanimivimi primeri iz našega vsakdanjega življenja in dodatno začinjeno z malo znanimi dejstvi in drobnimi anekdotičnimi zgodbami iz naše pretekle in polpretekle zgodovine. Resnobnost tabel, grafov in formul razbijajo duhovite, stripovsko oblikovane ilustracije Ivana Mitrevskega. O povedanem pa ima knjiga še eno lastnost. Po eni strani nas uči, kako je treba sleherno informacijo, ki jo dobimo iz okolja, skrbno pretehtati in kritično ovrednotiti.
Po drugi strani pa nam s poljudno in zabavno predstavitvijo statistike kot znanstvene discipline ponudi orodje, s katerim bomo svet ne le bolje razumeli in ga ocenjevali z drugačne, bolj kritične perspektive, ampak ga bomo lahko poskušali tudi spremeniti na bolje. Prvotni namen statistike, kot pravi knjiga, je namreč, citiram, analizirati prvotno stanje, poiskati težavo in jo odpraviti. Konec citata. Jeričevo delo bralce skozi nepristransko naravo števil vzgajajo tisto, kar sodobni svet danes najbolj potrebuje, opazujočega, razmišljajočega in kritičnega posameznika. Hvala. Tako kot v prejšnjem primeru, tudi tokrat bodo manjkajočim avtorjem knjige potem za plakete naknadno dostavili predstavniki založb, ne ostanejo v njihovi lasti. Dajmo še en aplavz, prosim, dajmo še en aplavz za statistiko za začetnike. Slavko, po številkah, po ne vem koliko številih že številk in vsega, po desetki, športni statistika za začetnike. Kaj je bilo tisto, da si se rekel, je tale molarija pa našteka glih cifr pa tega, zdaj bom pa stric Slavc to razložil. Ja, ozreti se je treba na levo. Tudi tukaj je geneza dr. Harlamovo. Namreč bil je čas korone, vidimo, kjerkoli smo odprli medije, časopise, poročila so se mesece začela s številkami, koliko je obolelih, koliko je pozitivnih primerov, hospitaliziranih in tako naprej. Dr. Harlamov, ki je rekel, da ima rad statistiko, veliko se ukvarja športno statistiko, je rekel, da včasih malce zmeden in ker je ne od hruške. In ker je spremljal moje delo na RTV-ju, je rekel, da bi bil pa mogoče to zanimiv projekt, ki se ga skupaj lotiva in ja, če mi kdo reče, napiševa knjigo, ne bom nikoli rekel ne, tako da ja. Kako je bilo pa mogoče še to samo za vas, Ivana ni z nami, me pa zanima, kako je potekalo to sodelovanje z Ivanom, ali si mu ti dal pač že dokončno besedilo in je on pol dopolnjeval, ali sta imela tudi odseke, kjer sta skupaj mozgala in izkrila ideje? Ivan je dobil že končno delo, srečal sem ga samo enkrat, samkrat, žal me tako ne bi danes drugič. Ampak potem, ker sem bil že kar malo tečen, se mi zdi, ker sem ga pisal po elektronski pošti, kaj si je zdaj kaj zakuhal in potem z veseljem par domislic poslal in sem bil res navdušen, ker se mi zdi, da je pa, ker mesto Maja so tabele pa dolgočasne formule in je to res Ivan mojstersko nadgradil in sem res hvaležen. Najlepša hvala, Aljoša. Mogoče malo bolj otožno, kot smo prej slišali, da svet ni, življenje ni samo veselje, je tudi žalost in otožnost. Dejansko je tale zlata hruška labodi spel, zbirke Najst. Ja, mislim, zdaj, a je to dobro ali ne, jaz nisem tragik in ne bi rad gledal to zelo tragično. Jaz mislim, da je predvsem to, da smo v zadnjih ne vem koliko letih producirali zelo malo knjig v tej zbirki, hkrati pa dobivali vedno kakšno nagrado. To je zelo lepo, ampak pač znotraj založbe je težko samo za eno knjigo letno promovirati zbirko, karkoli narediti za zbirko in z tega stališča se mi je zdelo škoda, da mi tukaj delamo neke knjige, ki mogoče ne pridejo s tako lahkoto do bralcev, kot bi prišle pri drugih založbah, ki so bolj specializirane za tovrstno literaturo in jaz mislim, da to ni nič narobe s tem, če kakšna stvar kdaj tudi zamre, propade oziroma se neha, ker jaz mislim, da je dovolj dobrih, kot vidite tudi danes in ko bomo še videli, ogromno enih založb, ki delajo zelo dobro in bo zdaj upam, da pač tudi kakšni avtorji šli tja, predvsem pa, da bo to spodbuda, tako sodelovanje, kot je Slavko povedal,
da bojo pač tudi uredniki večkrat šli do avtorjev in cukali za rokav. Slavko je sicer eden tisti, ki je tako, kot je rekel, nikoli ne reče ne, če mu kdo reče za dobro knjigo, ampak jaz sem v svoji karieri doživel kar veliko nejev, še več pa, ja, seveda, ja, se slišva čez 2-3 mesece in potem prisotni izvzeti. In skratka, se mi zdi z tega stališča, ampak kot sem rekel, jaz vseeno mislim, da je veliko dobrih založb, ki dela dobre knjige, tako da ni to nič tragičnega, v končni fazi pa jaz sem Slavko takoj, ko je knjiga šla, rekel, da bova dobila to priznanje in evo naj to. Evo, super, torej dajmo še en aplavz za vedeževalce. Zdaj pa naj se nam na odru pridružita predstavnica založbe Mladinska knjiga, gospa Irena Matko-Lukan in prevajalka, gospa Jana Unuk. Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljujeta priznanje Zlata hruška 2024 prevedeni mladinski leposlovni knjigi Izgubljena duša, ki jo je napisala Olga Tokarczuk, ilustrirala Joana Konsejo, prevedla pa Jana Unuk. Knjigo je izdala založba Mladinska knjiga. Še en aplavz, prosim, na konje. Prosim predsednico strokovne komisije, magistrico Jernejo Stoviček, da nam prebere utemeljitev. Hvala. Večkrat nagrajena in več jezikov prevedena poljska slikanica je na površini kratka eksemplarična zgodba o izgubljeni duši, metafori za sodobnega človeka, ki se je izgubil v naglici modernega potrošniškega sveta in v nekem trenutku skuša najti pot nazaj k samemu sebi. Na površini je zgodba preprosta in enostavno, tematsko na videz že precej izpeta, a pozorno analitično branje pokaže, da njeno kratko besedilo skriva že kar nekakšen kratek mini priročnik o tem, kako in skozi katere konkretne stopnje poteka postopna človeka odtujitev samemu sebi in kakšno pot je na to treba ubrati za samo ozdravitev. Vsebinska raven knjige se še poglobi, ko izvemo, da avtorica po svoji osnovni izobrazbi psihologinja v svojih nazorih sledi švicarskemu zdravniku in psihologu Karlu Gustavu Jungu. V tem kontekstu se nam junak zgodbe ne prikazuje več le kot prispodoba sodobnega človeka, ampak predvsem kot razvijajoča se duša, ki je na začetku izgubljena, a se na koncu s pomočjo nasveta stare, modre zdravnice najde in doseže zadnjo stopnjo svojega razvoja. Vsebinsko je delo večplastno, prav take pa so tudi njegove subtilne, v detajlu bogate umetniške ilustracije. V časih, v katerih živimo, je ozaveščanje človeka o njegovi izgubljenosti sredi modernega potrošniškega sveta vse pomembnejše. Zato je vsaka kakovostna knjiga, ki o tem spregovori na umetniško dovršen način, zmeraj dobrodošla. Hvala. In zdaj jo bomo povedali mečkam stran od platna, kaj ti... Čisto do tebe. Ni treba, lahko pa. Poglejmo, imamo prav poseben video pozdrav. Dzień dobry albo dobry wieczór. Witam czytelników w Słowenii z słonecznej, a z południowej Francji. U mnie jest prawie wieczór. Bardzo się cieszę, że moje książki są w Słowenii, że możecie się z nimi spotykać, możecie je czytać, oglądać. Bardzo dziękuję za tak miłe przyjęcie książek, chociaż może tylko jedna jest
w Słowenii do tej pory, ale na pewno więcej jest książek Olgi Tokarczuk, także też dziękuję za dobre ich przyjęcie. No jest mi miło być tutaj z wami dzisiaj i życzę wszystkim miłego dnia albo miłego wieczoru, w zależności od tego, jaka jest pora. Pozdrawiam wszystkich. Ja bom predal. Pa zdaj vprašanje, ne, se pravi avtorica, Nobelovka, ne, slikanica tudi večnaslovniška, ne, kako je bilo tukaj loviti neke plasti jezika pri prevajanju, se pravi pri tem, da se zavedaš, da je to namenjeno tako odrasli, da bojo posegali pod njej, obenem pa, da je tudi fino, ne, pač, da otroci, ki jo berejo ali jim jo berejo, ne ostanejo mogoče preveč izgubljeni na mesti. Koliko je bilo tukaj? Lahko je sam nekaj se da ja. Tako. Na začetek, namreč te knjige ne bi bilo, če ne bi bilo prevajalke Jane. Sicer smo jo opazili v Bologni, bila je tudi nagrajena, ampak na nek način moram povedati, da res gre zahvala predvsem prevajalki, da to knjigo mi imamo. In mi dva imamo že v pripravi novo knjigo, že nekaj časa iz teh dveh avtoric in zdaj mislim, da bo ta nagrada spodbudila tudi to, da bomo imeli malo več moči, da jo zares spravimo v našo slovensko književno krajino. Zdaj pa seveda sem se morala zahvaliti, ker tukaj gre največja zasluga prav Jani. Odgovor na vprašanje, jaz nisem prav posebej prirodoslovka, jaz nekako dajem prednost pač praksi pa svojemu posluhu za jezik, predvsem za slovenščino. Avtorica mi je zelo znana, to je ena izmed 10 knjig njenih, ki sem jo prevedla, tako tudi že nekaj časa od takrat, tako da se ne spomnim zdaj točno, kaj sem tukaj cofrala in čakala. Zdaj pa, če je bilo polovljenje, pač tega, da se pravi, da so tukaj mišljeni tudi otroci, tisti, ki bodo, Ja, imela sem malo dvome, a je to res slikanica za otroke. Sem jo, mislim, tudi predlagala kot slikanico za mladino in odrasle. Moram reči, da je v njej ogromno vsebine, poleg vsega, kar smo že slišali danes, je tudi, recimo, da še enkrat v poljski književnosti Olga Tokarczuk rešuje ta filozofski problem, kako iz magme resničnosti, iz magme zgodovine ujeti trenutek večnosti, trenutek kontemplacije. Če smo v Milošu, se zahvaljujem za citat. Medtem ko tista plat, ki nagovarja otroke, pa mislim, da so ravno ilustracije Joanne Consejo, ki pač lahko to dušo prikažejo tudi kot majhno deklico, ki je našla pot domov, ki se je izgubila in zanemarja vse tiste višje pomene od anime jungovske do pač tega filozofskega problema, ki sem ga omenila. Seveda, mislim, mogoče lahko tukaj pomagajo starši, ki otrokom tudi razložijo, kaj je to zdravnica za dušo in podobne komplicirane zadeve. Super, najlepša hvala. Slišali smo zdaj že, se pravi, pripravi tudi že naslednja slikanica teh avtoric. Mogoče ni samo tisto, zdaj, kar smo slišali, ne, zdaj kar naprej, ti si zdaj že ful povedala, res, kaj je bilo čisto to, kar je ujelo mogoče vaše oko pri tem, da ste šli to knjigo ponuditi, prav, kaj je bilo tisto, da podek njenih del za odrasle, zakaj tudi to bi bilo fino, da... Ja, mogoče razlog bil tudi malo subjektiven, moja stara bolečina, da mi nihče ne ponuja prevod otroških in mladinskih del. Vse, kar sem v življenju takega prevedla, sem morala se res naletati okoli založb. Moram reči, mogoče je malo to zato, ker nekako od 90-ih let dalje vzhodnoevropske, predvsem pa poljska književnost nekako niso v ospredju zanimanja slovenskih založnikov za otroke in mladino.
ampak upam ravno, da bo ta slikanica, čeprav je napisala pač velika Olga Tokarčuk, da bo spodbudila založbe, da bojo raje posegale tudi po drugih delih. Saj imamo tudi nekaj odličnih avtorjev prevedenih, kot je Anna Nihimovska ali pa Dorota Terakovska in še nekaj jih je v nastajanju. Super, evo, pa mogoče ravno to še zahvaliti se nekaj, so kakšni plani v to smer, ne? Vse izdati, vse skrivnosti. Ne, saj sem prej hotela samo še enkrat pohvaliti, ne, da pravzaprav Jana Vnuk je tako izkušena prevajalka, ne, da, in tudi prevajalka poezije, kaj bi mi brez njenih prevodov, ne, kako bi brali Šimborsko, Češljava in vse take pesnike, ne, ampak gre za to, da midve prav zdaj, ne, to je tako, Jana je res prinesla še to naslednjo slikanico, ne, že imamo prevod. Poleg tega imamo tudi prevod nekaj pesmi od Ane Širčinske, ki jo poznamo predvsem kot pesnico za odrasle. In seveda, tako kot je prej tudi Aljoša povedal, včasih je to treba, ko kreiraš program, ne, kako bi, in gotovo pa je, to, kar je Jana rekla, da upam, da bomo do teh knjig prišli. In še ena stvar, kadar, tako, jaz pač seveda delam predvsem izvirno leposlovje, in pri takih prevodnih knjigah, še posebej, če gre za tako kakovostne, v vseh pogledih, se pravi, ilustracija, pisanje in še oblikovanje, čeprav je to pri nas oblikovala tudi zelo senzibilna oblikovalka Sanja Janša, ki se mora prilagoditi temu oblikovanju na poljske knjige. No, in pri takih knjigah je tako, bom rekla, eno samo veselje, skoraj da počitek. In v bistvu samo želiš si, da čim prej pridejo med otroke in njihove odrasle. Je pa res, da tudi mi to nekako podajamo, lahko bereš zelo majhnim otrokom. Ob ilustracijah se lahko, ker mogoče otroci ne razumejo, kdo je zdravnik za duše. Razumejo pa to, da starši kar naprej nekam hitijo. Že pri vrtcu se to začne. Tako da hvala vam. Hvala vam. Sedaj pa ne nevesta gospe Helene Kraljič je danes z nami pri naslednji nagrajeni knjigi, prevajalka, Mojca Žnidaršič, ki je že pred leti tudi z nami. Tako da bomo vedeli, tako da jo kar povabim na oder kot predstavljico založbe Morfem, plus in pa še prevajalko gospo Veroniko Rot, da se pridružita tule. Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije podeljujeta priznanje Zlata hruška 2024 prevedeni mladinski poučni knjigi Neznane pokrajine našega Osončja, ki jo je napisala Marta de la Serna, ilustrirala Ajna Bestard, prevedla pa Veronika Rot. Knjigo je izdala založba Morfem Plus. En aplavz. Zdaj pa prosim predsednico strokovne komisije, magistrico Jernejo Stovičar, da nam prebere še poslednjo strokovno utemeljitev danes. Knjiga predstavlja eno tistih del, ki bi jih moral v roke vzeti vsak, ki ga zanimata vesolje in naše osončje. Le to je v njej predstavljeno izjemno pregledno in sistematično. Poglavja so enotno strukturirana, prav tako tudi podatki, ki so zato med seboj enostavno primerljivi. Delo dodatno obogatijo panoramske slike in nekaj prosojnic, svoje vrstno vizualno kazalo po vsebini knjige pa v 4. poglavju predstavlja velika barvna zloženka. Knjiga temelji na najnovejših znanstvenih odkritjih Južnoameriškega observatorija ALMA, ki s svojim radioteleskopom znanstvenikom iz celega sveta omogoča raziskovanje vesolja in odkrivanje vseh skrivnosti povezanih z njim. Posebno odliko knjige predstavljajo njene ilustracije, ki so, kot izvemo na zadnjih stranih knjige, namenjene počastitvi zgodovine znanstvene ilustracije 19. stoletja.
Svoj komentar k ilustracijam knjige sklene z ugotovitvijo, citiram: Ilustracije nosijo v sebi umetniški element, ki presega strogo znanstvene okvire. Z uporabo podatkov raziskav posredovanih z Alme pa so ilustracije tudi vsebinsko skladne z najnovejšimi znanstvenimi odkritji. Konec citata. Knjiga predstavlja svojevrsten spoj znanosti in umetnosti. Zaradi svoje preglednosti in sistematičnosti je dostopna kar najširšemu krogu bralcev. Hvala. Takole, plakete so podeljene, tako da povabimo še za en aplavz za predstavnico založbe in prevajalko. Ampak, kako lahko ste tam na uni strani, kajti spet imamo video. Hi, I am Aina Vestar. Hi everybody. I feel really honored that the book, The Landscapes of the Solar System, has been awarded for the best translated educational book here in Slovenia. Thank you all, thank you to the jury, thank you to the Slovenian readers. I feel really grateful and I send you all my best wishes. Thank you very much. Težko vprašanje. Težka. Ne, pa sej, pri teh strokovnih knjigah, pri neposlovnih je zmeri pač to vprašanje, ampak reci, koliko je tega, ki se vdahne človek, ki prevaja, reče, zdaj pa ni treba pesniti, obenem je pa, o moj bog, ne smem nobene stvari spaliti, ne smem zdaj otrokom nekaj narobe tukaj le napisati, da naj zaradi mene pa cvek dobil v šoli. Ja, mene je dokaj strah, čeprav sem imela naravoslovje rada in sem obudila neko veselje do tega naravoslovja, ampak sem pa ugotovila, da se je terminologija v tem času od mojih šolskih let malo spremenila. Zdaj sam še 8 planetov, ne? Ma ja, zmeri manj. Tako da je bilo treba kar malo preštudirati in malo poiskati naokoli, ampak to je zabavno, to je tako bolj znanstveno raziskovalno delo in mislim, da so me pa najbolj še pritegnile ilustracije v bistvu in so mi tudi zelo pomagali pri prevajanju. A lahko vprašam, kjer je bila ona najgloblja črvina, po kateri si se odpravila, da si dobila nek izraz, ki si ga potrebovala? Se pravi, kaj je bilo tisto, kar je največ nekega iskanja zahtevalo? Ugandarski slovar. Aha. Ja, to je zelo priročen orodje za iskanje terminov, ki jih iščeš. Ampak, kaj jaz vem, iskala sem kar po učbenikih, znanstvenih knjigah, člankih in v bistvu sem šla celo doma v klet iskat učbenike za geologijo iz moje srednje šole, ampak so bili že malo preveč zaprašeni. Super, najlepša hvala. Pa mogoče spet to, kako v neki poplavi knjig, ki govorijo, pač se vemo, vesolje je ena tema, ki mlade zanima stalno, ne samo mlade, tudi odrasle. Kako pravzaprav v neki poplavi teh knjig, kako najti tako, ki pa resnično izstopa in ko vidimo, da pač navduši ne samo mlade bralce, ampak pač tudi strokovno javnost in reče, to je pa res super, to je pa dobro, da imamo. Ja, jaz nisem Helena, več kot očitno, ampak vem, da Helena se vedno zelo trudi, da zbira knjige, ki so strokovno zelo dodelane, predvsem imajo lepe ilustracije in skrbi za to, da je jezik kakovosten, da so vsi podatki natančni. In jaz mislim, da kako to izbira je vprašanje zanjo, ampak vem, da zelo skrbno. Super, potem nas še pa na veliko skrbno odbranih knjig, na veliko brskanj po šolskih učbenikih še naprej in dajmo še en aplavz, prosim, za najboljše prevedeno neposlovno knjigo leta. Samo en trenutek, zahvalili bi se zdaj tudi našim partnerjem pri podjetnici, ZBDS-ju, predsednici,
ki tako Povabil pa bi seveda tudi našo gostjo, da se nam pridruži, oziroma bomo stopili, da se nam pridruži, to say thank you and to give you a little present of our today's meeting. Anja Fortin. Tako. S krošnje smo obrali najbolj slastne sadove in niti nismo šli toliko čez čas. Skupaj z Jani in Martinom smo pripotovali do cilja. Njuna glasba je za izgubljene duše, ki vandrajo po neznanih pokrajinah našega osončja. Statistično smo med njimi tudi mi, Slovenci, ki živimo povsod po svetu, tudi na Primorskem in v Avstraliji. Iz njune moke medsebojne privlačnosti diši dober dvojezičen kruh. Tak skoraj, kot je trojezičen vandrovca Plečnika, ki ga je nosilo med Dunajem, Prago in Ljubljano. In preden se Jani in Martin odpravita na novo pot, prisluhnemo njuni skladbi Kar verjameš in si s to popotnico zaželimo srečno vse do naslednje bere zlatih hrušk. No.